Nahajamo se na pregledni razstavi Tempo Tempo umetnika Marka Šajna, ki je na ogled v galeriji Bažato. Gre za razpon del, ki so nastala med letom 2021 in 2026. Gre za različna dela, za tako slikarska kot grafična dela, nastala v risotehniki. Na ogled je tudi omejen izbor risb, ter to, kar je mogoče za umetnika ali pa za nas kot publiko najbolj novo, za skulpture, ki jih je avtor realiziral na različne načine. Tematika umetnika se izrazito navezuje na človeško figuro in na medosebne odnose, ki so v njegovem delu do sedaj splošno vseprisotni. Pri tem gre za izrazito omejitev na en sam motiv, na človeško figuro, ki je tipizirana, izrazito poenostavljena. Ne na nek ta klasičen način, to se pravi, ko gre za neke poenostavitve v smislu izčiščevanja figure na neko bistvo, na nek karakter določene osebe, ampak gre pri njemu pravzaprav za to, da se ustvari figura kot neka ideja, kot neka matrica, kot nek znak. Kot da gre za pravzaprav piktogramski sistem, skozi katerega avtor govori in komunicira vsebine, katere naslavlja. Te figure so med seboj povezane v nekih dinamičnih odnosih, ki se jih lahko interpretira na različne načine. Ta segment je izrazito pomemben, zaradi tega, ker lahko delujejo te odnosi tako v obliki neke podpore ali pa nekih dobronamernih gest, ali pa obratno, lahko gre pravzaprav za konfliktne situacije. Tako da v teh slikah in kipih gre v samem jedru za neko kontradikcijo tega, kako bomo to delo prebrali. Ideje tako slikarskih kot tudi kiparskih del se mi zdi, da so pa globoko zasidrane v umetnikovem razmišljanju oziroma, mogoče bi celo bolj rekli, v nekih načelih, ki jih avtor ima. Se pravi, Marko Šajn se mi zdi, da v tem oziru izrazito ceni delo, ne v smislu dela samega, ampak v smislu tega, da stvari niso samoumevne, da družba, v kateri smo, temelji po principu sodelovanja med različnimi posamezniki in posameznicami, kot tudi pa gre tukaj za razne oblike podpore, za razne oblike sodelovanja, za razne oblike soobstoja. In to se mi zdi pravzaprav nek segment, ki je izrazito pomemben. Občutek za delo in zavedanje, da stvari, ki jih naredimo, niso samoumevne in v končni fazi to, da biti posameznik znotraj skupnosti pomeni pravzaprav to, da smo v odnosih z drugimi posamezniki. In ta dinamika je pravzaprav nekako jedro tega, kar avtor obravnava. Razstava je bila zamišljena kot nek pregled zadnjih 5 let mojega ustvarjanja, ampak ne mogoče kot pregled dejansko celotne produkcije z neko zaokroženo letnico, ampak bolj kot neka celota, ki vključuje 2 pomembnejši večji razstavi, ki so se zgodili v teh 5 letih oziroma v preteklosti in so nekako narekovale to mojo pot, ki se kaže v zgornjem nadstropju v najbolj nedavni produkciji. Razstava v prvem nadstropju vključuje razstavo, ki se je zgodila v Mednarodnem grafičnem likovnem centru z naslovom Vzajemni kompromis. Druga razstava, ki je v prvem nadstropju predstavljena, je bila delana s pomočjo umetne inteligence in je bolj slikarska. Ta pomoč umetne inteligence je bila v bistvu sam kot nek vodič za moje nadaljnje razmišljanje, kot neko orodje, ne pa kot dejansko neka pomoč v smislu tega, da sem motive 100% kopiral ali pa uporabil.
tudi ta sklop vključuje že eno skulpturo, ki pa je edina na razstavi, ki ni iz jekla oziroma železa, je iz gradbenih materialov, ker se je nekako navezovala na moje domišljanje umetne inteligence in tega procesa grajenja iz nekih gesel, ki sem jih jaz ponudil. En manjši sklop, ki se tudi zgodi v prvem nadstropju razstave, je pa sta dve sliki in par risb, ki se nanašajo na eno vmesno obdobje v bistvu med tema dvema večjima razstavama in Tempo Tempo razstavo, ki je še vedno na ogled. In sicer so to slike, ki obeležujejo neke zgodovinske dogodke, ki so se meni zdeli pomembni glede na čas, ki ga trenutno živimo in glede na svetovno dogajanje, ki se odvija. V bistvu je en diptih, ki služi kot spomin na vojno, ki se je na našem območju dogajala v 90-ih in predstavlja nek zemljevid genocidnih dejanj, ki so se zgodila v Bosni. Drugi je pa ena manjša slika, ki spet služi kot nekakšen spomin na grozodejstva, ki so se zgodila v Namibiji v začetku 20. stoletja. V sklopu te serije je bilo sicer več slik, ampak nekaj je že prodanega, nekaj sva se z kustosom odločila, da nekako ne sodi v samo razstavo, ampak zdelo se mi je zelo pomembno zaradi tega, ker tudi če je nekakšen mal drugačen pristop za razliko od vseh ostalih del na razstavi, je zelo pomemben in edini, ki je zelo direkten že z naslovom in tudi z motivom. Potem pa v drugem nadstropju predstavljam v bistvu produkcijo, ki ni bila še nikjer drugje razstavljena, in sicer je vse nastalo v letu 2025-2026. Gre za po večini slike in skulpture ter nekaj manjših grafik. Pri slikah je mogoče najbolj opazna razlika v nekih malo močnejših, bolj kontrastnih barvah. To je pa po eni strani zaradi tega, ker sem tudi večje dimenzije platen začel delati. Imel sem končno malo večji prostor, kjer sem lahko ustvaril in sem si lahko privoščil malo večji odmik in se mi je zdelo fajn probati z nekimi malo bolj konkretnimi barvnimi variantami. So pa te še zmeraj zelo premišljene bile vnaprej in delane na tak način, da skupaj zelo v redu funkcionirajo. Je pa mogoče malo večja razlika, sploh če jo primerjamo z slikami iz prvega nadstropja. Skulpture so pa vse jeklene. Po eni strani jih je nekaj dokaj podobnih tudi prvi skulpturi, ki je nastala za MGLC, ker so narejene iz jeklenih plošč, pa skupaj varjene, delane na nek način vnaprej, ker sem jaz v izrez poslal že svoje načrte, pa sem jih pol sam skupaj privaril. Drugi sklop, ki je pa skoraj samostojen v tem smislu, da zajema celo polovico zgornjega nadstropja galerije, so pa skulpture narejene iz železnih palic, polhnih 2-centimetrskih, ki jih ustvarjam kot risbo. V bistvu si najprej zvijem neke noge, pa začnem od spodaj gor graditi skulpturo na tak način, da je konstantno samostoječa, da sama sebe drži pokonci in nimam neke zadane ideje o tem, kako naj bi ta skulptura izgledala na koncu. Tekom procesa jo v bistvu spreminjam, ker tudi sama skulptura je takšna, da v bistvu iz vsakega pogleda malo drugače deluje, čist
na drugačen način zajema prostor, v prostoru pa res deluje kot neka risba v zraku in se tudi glede na ozadje spreminja in glede na osvetlitev. In kar mi je zelo všeč pri tej postavitvi v galeriji je to, da smo se odločili tudi z to senco same skulpture malo poigrati pa pokazati še ta nek dodaten element, ki ga ponuja. In se mi zdi, da se ustvarjajo neke take še bolj zanimive oblike v bistvu v prostoru zaradi te sence, kakor pa že zaradi same skulpture. Marka Scheina najbolj poznamo kot grafika in kot slikarja. In v tem oziru, če pogledamo ta dela, je zanj izrazito to, da gre za uporabo barvnih ploskev, linij v bistvu ni, razen tam, kjer se zgodijo pasivno med ploskvami. Že prej smo omenili poenostavitev oblik. Skorda bi delovalo, kakor da gre tukaj za neko igro. Te figure so modularne, avtor jih multiplicira, prepoznavne so v nekem njegovem slogu, so pa izrazito izčiščene kakršnihkoli karakteristik. Ko pogledamo te figure, je pri njih zanimivo to, da pravzaprav dobimo nekega človeka, ki je izrazito generičen. Kot da bi šlo za neko igro, za neko koreografijo družbe, to se pravi, kot da bi gledali neko situacijo, ki se pred nami odvija in v to situacijo potem vstopi gledalec. Na delu je predstavljen tudi omejen izbor risb. Izbor je namenjen predvsem temu, da se vidi nek miselni proces, kako ta dela nastajajo. Da gre pravzaprav za veliko planiranja, da gre za zelo natančne risbe. V tem oziru se pozna tudi avtorjevo ozadje v arhitekturni risbi, v umetniški grafiki in v končni fazi tudi v oblikovanju. Sprav, gre za zelo sistematično in načrtno grajene podobe. Te podobe so zamišljene vnaprej in avtor si tudi sestavi barvno paleto, s pomočjo katere potem te slike dela po določenem ključu v določenih zaporedjih. Površina je gladka, ni reliefnosti oziroma je minimalna, kakor je pač nujna zaradi materiala, in gre pravzaprav za odsotnost nekih linij, za odsotnost črt, gre pravzaprav za zelo izčiščene barvne ploskve in za skrajno zreducirane oblike, ki postanejo del njegovega kanona, del njegove abecede, s katero nam pripoveduje to vizualno likovno pripoved. Pri kiparskih delih se začnejo dogajati pa neki premiki. Začetna dela so mogoče slikam nekoliko blizu iz tega vidika, da so ploskovita, da gre za neke kubuse ali pa da gre v bistvu za izrezane kose jekla, ki so ploski, zelo podobno kot slike in ki so na nek način tudi sestavljeni skupaj, ki se gradijo, sestavljajo skupaj. Logika, motivika, ideja za tem ostaja pravzaprav ista, le ta sprememba je, da v bistvu stopijo ta kiparska dela iz te dvodimenzionalne ploskve v prostor. V neko situacijo, ki je premična, ki je spremenljiva že s tem, ko hodimo po prostoru, ko se premikamo. Zadnja kiparska dela pa so iz tega vidika drugačna, saj pa pravzaprav gre za nek vstop risbe. Kar naenkrat to, kar pri sliki in grafiki deluje plosko kot površina, v zadnjih kipih, ki so pa narejeni iz jeklenih palic, ki jih avtor zvija in potem vari in tako dalje, pa postanejo pravzaprav tako kot neke risbe, neke linijske risbe v prostoru. Tukaj pa se mi zdi, da se kar nek velik odklon zgodi, kjer se tudi ta misel za grajenjem te podobe predrugači, postane bolj v realnem času, manj načrtovana. Ta dela avtor pravzaprav sproti
sestavlja in vari v svoji delavnici oziroma v svojem studiu. Tako da gre pravzaprav v zadnjem obdobju za nek prehod iz zelo ploskega načina dela v linijsko prostorsko postavitev, kar obeta tudi neke prihodne rezultate, kam se bo mogoče avtor razvijal naprej.